Jaz sem tu pa moral že kar nekaj. Ja, višje, pa Nekam višji, ja. Moče pa že malo višji. Višji, ja, zdaj dobro, zdaj ja. Vse mogoče bo zdaj kakšen sneg bliz padel. A misliš, se mogoče pa že pada, ne vemo. Ja. Čeprav nisem bral nič teh dolgoročnih napovedi. Pratko. Ne, ja, ne, ni več Pratka ne pratka. drži več. to je Pratka- gotovo. Seveda, pratka drži. Pratka ni več. Zeba. Pratka je, ampak ni. A še izdajajo pratko? Ja, zanj sem videl, Ne sem se prav heca, hotel res? kupiti. Pišu kaj. Ta Moharjeva družba, neki to. Aha, Ja, nujno. ne vem, Sam če- kako, kje dobijo podatke za pratko? Ali to, Ne vem. Hm. Težko rečem. zdaj me zintrigirali. Me. Tate je. Je, ne zanima. A veš, kje, a veš, a to gre na random? Ne vem, zdaj ima. Random, Ne, ni random v tem. pa je šla ona. Ja, Ja, šla pa je. šla pa je. Ja. Mogoče Šla bo pa je. tudi v tem poglavju. S ptičem. Tičem. Puko. S pika. Piko, ne Ne, ta puko. ni Ja. pika. Puka. Nič pika. Ne, se vidi, en teden minil, pa sem že vse Zdaj pozabil. že pozabil. Da, ja, pa, da, Ej, se ptica zgodi pika ni. Ne. Je pa bila. Ja. No, ampak ja, no, s snegom ne vemo, kako je, čeprav smo 18. decembra. Lej, mogoče Lahko že pa- pada. Mogoče pa Mogoče pada. zdaj le. Mogoče bi pa, če bi že, ne, bi lahko počakal, da bo drug teden, ko bo 25, ja veš, da bo na Božič bil. Ne. Tako. Ker to pa ni bilo zihar že 23 let. Ampak to je pa lepo. Ne, ta teden Ne, bo... 2-7 je bilo na zadnje. 2-7. Dva- Ja, 2:7. v Ljubljani je bilo z 2-7 na zadnje. No, Pa, evo, pa letos bo. Ja. A bo? Mislim, je. Mislim, bo. Ne, bo, še bo, bo. Bo. Drug teden bo. Drug teden. Bo. Ja, dajte eno od priprošenj, tako kot stari bargi, vse mogoče bo Bobu, ne, da, Tako. Pa en da on zrihta. umleten ta pozdrav. Ali... Ja, pa en pozdrav si izmislite. Sej, najboljša stvar je, da se ni treba prav zmišljati. Zato, Mislim, imajo te konvencionalne religije imajo to že če poštovali. imate pa še kakšno palco za v desno roko, da lahko dvignete v kvišku, ne k Bobu, pa bo. Ja. Da te ne z kakšno strelo. No. Sam je liko, da sem reč, ne tega med nevihto početi, pa ne bo jeklena oziroma železna. Ja. Ja, ne, Kar no Da fajn. ne ne, boste svojo ne, Teslo na roke napolnili. Vsega, kar pa Ne, mahne eno, spati. ne drugo. Ja, mogoče bolj dozavite dve palce, pa greste v nordijsko hojo, pa pustite tega Ja, Boba, pa ne. da ne on dela svoje. Ne vem, Tiste une so tudi kovinske klinc. čeprav, ja, sem to Ja, res. Dobro, misliš, so če tudi aluminij, če se aluminij. brigaš zase, da te Bob pusti primer. Ne. Takrat te po mojem še bolj, Oh. še bolj ga zanima, kva ti počneš. Pa za kva se Pa ne, brigaš jaz zase. mislim, da bo- Vse je njegova volja, ne? Jaz mislim, da Bob je v izi. Da je on je tak, ni Abrahamovski, veš, Bargi ni tak tip. Čeprav, a veš, je spet Bob, ne? Spet smo tukaj pri arhetipu Abrahamovskega boga. Ja, veš, ni Bobinja. Sem res, ja. Kaj pa ni veš, mogoče Andreja, pa, mogoče Špela, pa Urša. tako, veš, ko imajo te Angleži pa Američani moška imena, pa so pa jih Aha. ne vem, že imajo ženske, ne, a veš. Ja, ja. Zdaj se ne spomnim nobenega, ampak dober. Sam. Sem, to, ne, kaj okrajšava sicer za Samantha, mogoče je Bob okrajšava za Barbara. Borbo. Lahko, evo, Bob. lahko. Ja, lej, mislim, v nekem čudnem Lej, je. ameriškem dialektu bi se zihar, Ja, mislim, bi zihar Bobinja. mogel proč. tam, ki je pošten predal, kje je že, New Hampshire. To mu še kaj prši. Ja, bomo še prišli. Ja. Ja, ja. Aha. Počasi, Pridemo. počasi. Ne, moramo jim, a veš, malo. Malo. Ja, se že Ne, meni malo si malo, da jim malo kost vržemo. Ja. Da jim malo kost vržemo. Ja, to je res. Razmišljajte in pišite na naslov, Barenčičeva. Ja, zdaj, še zmeraj 41, ampak Ja. ne več dolgo. Ja, ja. Tako. Mogoče kar drugam že. Ne, Imamo bolj- letos še pustimo. Dobro, drug let bomo, dobro. drug Kakšne let bomo. božične motive, da je na O, one kartice z morja. Tako. Ne, zadnjič smo se pogovarjali z našim podpornikom in pošiljateljem kartice, za katero vemo, da je poslal Blažem. Aha, in kaj je je rekel? vprašal, ali je prišla, pa sem rekel, da ni še. Tako da, pa sem razvil teorijo, da jaz. Je kdo nam krade kartice? Globoka država. Pri Bobu sem prepričan, da je teh kartic bilo res za en bazen iz podarin, dobim sam, Aha. nekdo nam jih je zatajil. Ne.
A veš, ker če ena ni prišla, tudi lahko 1000 ni prišlo. 10 000, 50 50 000 Milijon. Hvala za milijone kartic, ki jih nismo dobili. Leta bomo brali v časopisu, da je umrl poštar, ne, in ko so ga najdli v stanovanju, da je bil pač, da so najdli kup pošte njegove, ki ni nikoli dostavil, in med njimi je bilo tudi milijon kartic. Umrl je zaradi tega, ker so ga kartice zasule, pa se ni odkopal. Bogi poštar, tega pa nočem. Tega nočem tudi jaz, ne. Upam, da se to ne bo zgodilo. Dajmo eno drugo zgodbo se spomniti, da bo JK napisal polke v Črno kroniko. Ali MS, JK, MS, zdaj pozabim, kako je. Marjan, kako je bil Marjan. Marjan Smolnikar ali neki zihar. To na delu zihar mora vedeti, da bi prišli na sled temu človeku, da nekakšen intervju da. To bi mogel imeti res zanimivo službo. Ne? Sploh če začel, itak mali, ko si ta junior novinar, greš na tržnico polne cene. Ja, včasih je bilo tako, ne? Mislim, je bilo zihar. Je bilo zihar tako, ne? A je bil človek skos na kroniki, ne? A veš, mislim, kukor si ti razlagal, so bile zgodbe izmostrene, ne? A veš, tako da je bil moj roboti, ne? Tako da najbrž je bil cel cajt tam, ne? Zihar ima kakšno štorijo zapovedati. Po moje ne samo eno. Se to. Zakaj je masa šel? Takrat se je še gadil po pisarnah. To je bil cel medmen moment. To po moje ne. Ja, zvala. Preden je šla zgodba ven, se je neki spil, pa neki skadil. Točno to. Pa si pa še malo polovil. Pa še kaj drugega. Tako da jaz mislim, da tam zgodb je dost. To po moje bi bilo kar zanimivo poslušati. Ja, lej, tega najbrž ne bomo nikoli vedeli. Razen, če kdo z dela posluša, pa nas bo povezal z MSM, pa z našim milijonom kartic. Ja, ker to je lobby začel, da je to teorija zarote, da nas konkurenčni podcast noče, veš, da so nas sabotirali, da bi... Jaz sem že rekel, globoka država. A to? Ne, da je konkurenca. Še huj. Uni odgor. Še huj. Uni odgor, pa iz globok nekje. Iz globok pa odgor, od sposod. Sposod! Matarola. Drage poslušalke in poslušalci, če ste slučajno zaposleni v tej globoki državi, nam lahko malo zažvižgate. Mislim, tako uno. Ja, pa z gesto pokažete. Ja, z gesto nam pokažete, čeprav ne bomo videli. Na socialnih omrežjih. Kje nam lahko pokaže z gesto? Lahko pa ne morejo, če prestregajo. Prestregajo nam dopisnice. Hoče nas utišati. On zlomljen srček, dejte v sporočilo na kakšno socialno omrežje ali pa kaj tasga. Ja, zlomljen srček bo. Ja. A veš, da bomo vedeli, da trpitem v tisti službi. Ne, pa mogel bi dejte, mogoče pa kakšen uživa v tisti službi. Ja, dejte pa poln srček. Ja, no, v glavnem, dejte nam nek znak, se bo vedelo. Ja, dejte znak. Srček bo vedelo, ali se uživate v službi, ali pa pač ne. Dobro, ja, v glavnem, tako da kartice so, ampak jih ni. Mi imamo, pa nimamo. Mislim, kaj Schrödingerju je kartice pol. So, pa jih ni. Dokler ne pogledamo v bazen. Kaj ga tudi ni. Se reče od bazena ni. Fak, pri nas je to že vse bolj misteriozno. Saj ti pravim. To je šlo pa nekam... V Schrödingerju je bil amater, on je sam mačko stari. Vidimo in kartice in bazen, kaj je in ni. Tako. On je imel vsaj škatlo pisal. Zdaj se treba malo sestaviti. A se bomo zdaj mi Slavko tu javili? Ja, dajmo glih to. Slavko tu javiti. Kako se rešiti iz tega, Slavko? Smo na 10. Zdaj bom
z takim zanosom, počasnim, epohalnim povedal, da smo glih kar prišli na 10. Ne, še nismo, še malo moram, še 10 sekund. Še 10 sekund. Umer se pa še enkrat lepo pove. Ja. Še dobro, da imamo gnjemeta. Slavko, spet smo na čisti 10. Tako da super. Idealen čas, da gremo v avizo. Ja. Zdravo, štoparke in štopari. To je najbolj ornitološki podcast med slovenskimi podcasti. Imamo kakšen ornitološki? Ja. Zato, ker mi tukaj zdaj trenutno vemo, je najbolj ornitološki. Tako. Ja. Največ ptičev umenimo in delač in to že za povrstjo bomo. Ja, tako. Ptičev, ko bi rekel naš prijatelj spreten, celega fuka. Ja. Ja, pri tem nimam nič za dodati, tako da kolega. Ja, mi smo kot vedno in bomo in smo. Aljo. Peli. Inzi. Hvala za vse. Ribe, pikasi. Ful bomo veseli tudi tiste recenzije ali dveh, več ne, prosim. Ne zdaj, a veš kaj, glede na to, da je drug teden Božič, bi mogli zdaj, to, kar smo zdaj imeli s tem karticam, pa to, da ne bo zmede pri tem, kam nam darila pošiljajo. Aha. Po mojem, da jih lahko kar prinesejo. Ne? Ja, najbolj. Najbolj. Ja, prineste. Kar prineste. Sredah snimamo. Tako, ja. Tako. Ne eno, ampak eno od dveh sred, dve od 4 sred v mesecu smo tukaj. Ja. Včasih tudi ne. Potipkite pa bomo se zmenili. Tako. Ja, pejte na Discord pa se zmenimo. Ampak če bi pa res kdo rad prišel pogledati, kako to zgleda, pa uživo poslušati, pa absolutno na Discord pa se zmenimo. Pa se bomo zmenili. Ali bomo počakali, pa jih povabimo in pa nove. Ali bomo v stožcah naredili. Ja, čakaj, so. Halo, mislim, kako še stožce povabimo, če nimamo kartic? Nič bazena. Ne gre. Ne, lahko pa tudi v drugem letu druge prostore. Druge prostore, ki bojo. Vse tam imamo pa konferenčno sobo in vse. No, bomo to poročali, ko pridemo do tega. Mogoče bomo zelo malo, tako da ja. Ja, tako. Aha. Ja, prav, ne, če je pa tako, pa pojmo pogledati, kaj je bilo prej. Kaj je bilo v prejšnji epizodi. Ja, zajahala sta v sončni, mislim, ne, v noč. V noč, ja, zajahala sta v zvezde. V kraljevo deželo sta šla v bistvu. Ja. Zajahala hušknilo in sta šla. To je bilo to. In jih ni bilo več. Prej pa, v bistvu Bargi se je pa kar izkazal. Ne? Bargi pa tukaj bi tako. Mislim, moram reči, da je imel za finale je bilo kar dobro. Mislim, zdaj predvidevamo, da sta odšla zavedno iz Lamuele. Ampak... A misliš, da sta samo v krogu? Ja, kaj pa veš, se mogoče sta na drug konc... let nazaj pa šla nazaj. Ja, pa da sta na drug konc planeta pa šla, veš. Živo. Pa da Lamuelci sploh ne vejo, da še nek drugje hodijo ven. Ja, Bog ve, kaj je kraljeva dežela. To je res, ja. Lahko da je sam sever-jug ali pa ne. Če Bargi ve, da je kralj, kako pa je mogel en jedke. Ja, en se more vrniti. Tako, točno to mora biti, tam pa ideti nazaj. Je ten kralj. Najbolj logično, da je krožno, ne? Ja. A veš, da gre v kul planeta. Samo v bistvu pa smo ga mi malo podcenjevali, ne? Ali pa Bargi kot Bargi spet malo na flozo. Ne, kaj tudi Ford je vedel nekaj o tem kralju. Ja, samo on je rekel, ne, ni mogel verjeti, da je bilo to možno. Ja, kam, ne, kje to je? To je res, ne. To je res. Bomo videli danes, no. Ja, dej, kvarnik buten, pa gremo. Ja, evo 21. poglave in o Fordu in kralju ne duha, ne sluha. Tudi govedu ne. Nema, če nač. Neke sive stolpnice se pojavljajo neki. Ja. Kdo je z nami? Ja, spet smo Striljan, ne? Ne, Strišo. Pardon, se upravičujem. Ja. Strišo smo. Ni, ne, kot zvemo, je to ta gospodična, ki je šla iz New Yorka iz pogovora z
Tako, intervju. Intervju je imela, pa fejlala, pa je šla z Andrews, gospod, pa neki, pa on pa tretji. Ampak tle ona pa trak previja. Ja, trak previja, zaprta je v sobi z velikim, oziroma več napisi, ne motijo. V bistvu je v montirnici. Tako, točno. In montirnica je v Sohu, ne ker tam, kjer v BBC-u, kaj je ponovata. Očitno to tako je pač. Veš kaj, to so bile še toliko velike mašine, da so najbrž rabile, posebno halo v Sohu. Da so outsourcali. Ja. A se pa mogoče pač imaš... Takrat se ni nič outsourcali, takrat si imel. Ne, veš, mogoče imaš kakšno tako, da ta je bila za tega, da je šla kaj, ki je imela merne. Ker lahko rekla, da... Ja, ampak tam je bil vratar, tam je bilo telefonist, vse živo, ker je ona vsem tem naročila, da ne me motijo. Točno, to je res. Tako da to je mogel biti nek kompleks, ki je verjetno bil od BBC ali pa ne vem. Ločeno enoto očitno. Nekaj je bilo v glavnem. Bil je ponedeljek okoli 4 in ona je imela zelo neprijeten občutek v želodcu. Nekaj ni šlo. Mislila, da je v bistvu da je nekaj fantastičnega odkrila. Kar je bilo, je bilo res. Moramo se spomniti, kaj se je zgodilo. V bistvu ona je šla z grebolonci, a smo jo pustili tam. Ja, oni so jo odpeljali. Ona je prišli so in so jo povabili na trato. Na trato in so jo povabili, če gre z njimi. Če gre z njimi, ker smo jo na zadnje pustili. Tako, ker jo zelo spoštujejo. Tako, ko so povedali, kako pa kaj in da spremljajo. In da jim je zelo všeč, kar počne in da gre z nami. In rekla, valjda je vzela še kamero s sabo, kar se je dobro spomnila. In zakorakala znotraj. Točno, že takrat, ko so prišli z roke snemali, pa so pa povedali, da v bistvu da vse to spremljajo. Da vse vidijo, da je bilo dobro, da je dobro snemalo. Da je le tako naprej. No, v glavnem. Ti zakaj pa nas Tomašiča ne vzamajo vesoljci? Veš, to je pa zdaj dokaz, da vesoljcev ni. Mogoče ga pa vsake tok časa odpeljajo. Ali pa to, da mogoče ima ta... sam te so občudovali njeno delo. Z narobnega konteksta se štarta. Ok, čist zajemo. V glavnem, ona je v bistvu posnela, kako so jo te grebolonci odpeljali, in zvemo, da je bil v bistvu let dolg do konca galaksije, približen isto kot do New Yorka, 7 ur ali koliko je rekla. To nekako, Tako da v bistvu imajo kar dobro tehnologijo, sam problem je, ker oni ne vejo, kdo je to naredil, pa kdo se je spomnil tega. Oni imajo malo, kako bi rekel, k memento. V bistvu ni ten kratkoročni, vse je šlo. Enih stvari se spomnijo, a veš? Ja. Tako, ker sem študiral, neki so oni vedeli, ampak ene stvari so pa v bistvu v trenutku pozabili. Tako da niso niti vedeli, kdo je strojnik, veš, niti niso vedeli, kakšen pogon je. Za vodjo so pa vedeli, da je on, sam nisem vedel, to so po moje samo ugibali. Se vodja se je rekel, da je vodja, sam nisem vedel imena. Niso vedeli imena, niso vedeli, če je zares vodja. To mislim, veš, da ne vejo. Mogoče samo on rekel, jaz sem vodja, pa si vodja, bo že vedel. Ta teden. Sem pa jaz proglasil, pa boš tudi ti malo podvomil. Ker so zgubili glavo, možgane, mislim drugače reči. Izgubil spomin. Ampak v originalu je bilo, because we lost our minds. Ta je bila lepa. V glavnem, radi gledajo televizijo, to smo že zvedeli in so pa v bistvu kar malo zaspala. V bistvu. In ona zdaj gleda te posnetke. Vse zgleda malo češk. Mislim, vse zgleda malo, da se malo fake. Mislim, valjda, ona jih je posnela, posnela vesoljce, kako se peljajo v vesoljski ladji na rob galaksije in gledajo Meš. Pa Kegni pa Lacey. Pa Dinastijo. Tudi. Mislim, in tam in pač tudi zunanje, kar je snimala, je vse malo zabluran. Pa tudi vse zgleda nekaj tako umetno, da so same ene kulise, da sploh ni vesoljska ladja, ni okolica, ni nič. Tudi, kaj je ven posnela, da bi se dal v tistih časih zelo hitro narediti boljš.
Ja, že ponaredila bi, ne vem, v parih minutah, kako je že rekla. Kdaj je to avtor pisal? 90-ih smo rekli. Ne? Takrat, veš, so bili, že vsi Star Warsi so bili narejeni. Da, kaj narediti. Že zdavni. Pa tudi vse je bilo, malo je bil šum zraven še, ker so neko sevanje oddajali, vse je bilo malo zašumljen in tako je bilo vse malo čudni. To vam, sorry, meš. A sam nam poveš? Ja. Okay. V originalu ni dinastija, ampak Cagney Palace. Zato sem rekel Cagney Palace. Sem zdaj le videl, da... Bilo pa pol sam za nas, da je dinastija, ki je bila takrat lepo, popularna. Profesor Kodrej je lepo, v bistvu, takrat je bilo popularno. Čeprav Cagney Palace je bila tudi popularna. Vem, kdaj je bilo to. Lahko pa, da še niso pri nas predvajali takrat, veš, pa da je bilo, da je mogel dati nekaj, kar je... Mislim, definitivno je dinastija bolj, ne? Ja, pa Meš smo tudi zikaj gledali. Čeprav Meš pa nas spomnim, Meš sem pol gledal. Čeprav jaz tudi, sam sem ga gledal na unem, ki je bil za stare serije Network. Ja. To, kaj nekaj bilo. Ne, pa se je bil tudi... Tudi bil na kanalu, ne vem, kje je že bil. Nek ta prvih komercialnih, ki je bil po moje pocen. Ja, sem kupil valjavnih delov, ki je bilo itak, to je trajal. Jaz sem tudi takrat to pol kasneje, ne, takrat, ki je bil. Ja, no, lej, v glavnem. Takole je bilo, oni so tam gledali in pol je kar malo zaspala in pol je prišla na Rupert in tudi ni bilo tam nič, mislim, avtor pove, kako je bilo, ni bilo nič fantastično in izgledali tako. Mislim, si predstavljal kot eno industrijsko cono, ki prideš po noč z vesoljsko ladjo, pa res ne zgleda dobro. No. Nekam sred litostroja. Ja, velikega litostroja, kot giant litostroj. Eno halo. Odkot ti to? Kratko se to spomnim. Pa ena hala je bila taka mal čudna, velika. Ja. In pa se je paljala k vodji, ne? Ja. Ona sicer še zmer snemala, ampak ni bilo... V bistvu ni bilo, nekaj tole gledala za nazaj, ne, je bilo malo nerodno. Ja, ki je bila pač, tudi niso zgledali taki mal suhceni, bledolični tipi, ki ite gledajo televizijo. Mislim, vodja največ, kar je povedal, je to, da je njen goreč privrženc. Ja. A veš, mislim, to je prva stvar, ki je povedal, veš, mislim, prvi stik s tujo civilizacijo z drugega planeta, on pa, všeč mi je, kaj delaš na televiziji. No, ampak dobro začneš, ne? No, ja. Mislim, veš, da recimo, ne, če bi, ne, večinoma, če srečaš neko tuje bitje, ne, se najbrž pa kaj takole, ne, se bojiš za svoje življenje. Ne. To je res. In zdaj, če ti povejo, da so tvoji goreči privrženci, ne, pol si možnosti za preživetje so se znatno povečale. Ne. To je res. Ja. Razen, če bi te, ne vem, nekam zamerali, pa dali nekam postavili. Ne. Obredno skurili v zahvalo za vse tvoje dobre oddaje. Veš. Čudna sopota Bobova. Vse mogoče Bob pa palcev v luft. Ja. No, v glavnem, ni izgledal. Mislim, zgledali obupen. Ja. Obupen. Kako lepo poveš obupno, pa da se ne sliš prav zelo obupno. Obupno je. Zato je najbrž to taka beseda, da je ne moš ponarediti v neki boljžga. Ja, če kdo ve, naj nam pove na Discordu, ampak lahko pa tudi kar obupate. Pa tudi pole, pa je povabil na večerjo, ne? Ja. Vodja. Ja, tle je bil pa še en udarc. Ja. In pol postrežejo s hamburgerji. Ja, ampak ona je že, ona je bila čisto v šoku, ne? Veš, kaj je zdaj dobila na mizo, ne? Ja, valjda. Malce je že bala, ne? Zdaj pa tukaj sama. Bo lahko pojedla, bo mogla izpluvati tam. Nočeš užaliti, ne? Ja, valjda, ne. In pol, eto, bum, hamburgerji. In to McDonald's hamburgerji. Še ta udarc. Ja. Čeprav, še hujše pa to, da je bil tudi krompirček, ni bil več ta dober. Veš, hamburgerji so bili pogreti v mikrovalovki. To sem enkrat po mojem že povedal, da je Malcolm Gladwell je enkrat raziskal, da je bil krompirček do 80-ih s ta pravo mastjo, svinsko, ne? Pa so pa nadomestek naredili, ker ni zato, da so lahko tudi... En se je pritožil v glavnem in je šel do vrhovnega sodišča ali nekam. Vse meni sem to že enkrat povedal. Si razlago, ja. Tako da bom dal link do une epizode, ki so tudi zapiski. Lepa štorija. No, in od takrat pomfri ni več dober, tudi v McDonald'su ne. Sem jaz še zmer upam, da pred nas imajo še zmer te stare mašine, veš.
Svinjske masne uporabljajo, to je predrago, stari. No, da so še ta udar. Definitivno je ne uporabljajo. Kartice, bazen, pa še svinjske mastini. Mislim, da pa zdaj preveč V upaš. bistvu tudi Triša je imela ta slab krompirček, pa še pogret. Pa še pogret, to je najhujš. Mislim, pogret krompir pa res ni za nič dober. Oziroma, čez pol galaksije. To samo v Sloveniji. Ne. Mislim, pogret pomfri. Pomfri, ok. Sam vodje bil pa zadovoljen. Ja, vodje bil ful vesel, srečen. Živite, nič ni predobro za našo spoštovano gostjo. Mislim, to ful je bilo noro. Ja, on je mislil, da je zdaj časti, on je zdaj, zrihtali smo. In pol se je malo zdaj na postanovanju in ugotovila, da je imel midi stolp. To mi je bilo všeč. Da ni imel taverskega. Vodno poslo. Vodno poslo imel tudi, vodno poslo imel tudi. Pa malo buržunaste tele. Ja. Pa električne žarnice, ki v njih, saj tako se zdi, plavajo velike kepe sperme. Božga opisa lava lepa, še nisem slišal. Žarnice, v katerih plavajo velike kepe sperme. No, pa užame, to je bilo vse, mislim. Ja. V bistvu je bilo tako res kičast, če prav razumem. Tako, kot se le da kičast za 90, še posebej. V džabu se je vrgel, pa malo si je... Pa deodoracija. Ja, je videl nekaj to v filmih. Pa so naročili. Alija. Pol je vprašala, od kje vse to robo dobijo. In so pa povedali, da po katalogu. V bistvu, prefinjene potrošne dobrine. Se pravi, so brali katalog tudi, ne samo gledali. In verjeli so, kar piše v katalogu. Mislim, kar je bilo več kot očitno, ker veš, take stvari ne vlečeš lahko sam, če verjameš tisto, kar v katalogih piše. Čeprav, veš, takrat v 80-ih, veš, če so bili še pri nas popularni te kvele katalogi, pa to, veš. To v bistvu je bil prvi poren, ki si ga lahko videl, ki si bil mulc, mislim, poren. V nenake babe v modrcih pa to, to je bilo najbližji nagem, ker pač nage niso bile. Pa še to se je dobil. Pa barven je bilo. To je pa tudi res. Dobar je bilo. Ene moram reči, je bilo prav... Si je zataknila. Če bi šel iskat quel katalog, prav bi jo najdu, po mojem. Imaš kvele. Sam kje to najdeš? 89. Ne, tam po moje, veš, kdaj sem bil pa 15. Ja, sem se prav rekel. Sem ne bil blef rekel. Kaj je puberteta špricala najbolj takrat, po moje, da so bile te dobrine dobre. Vse kvele kataloge od 85 do 89. Je pa zanimivo, da nisi nobene lava lampe naročil takrat. Ker nismo iz narah. Delal, ali kaj? Ker si delal te lava lampe. Nisem bravo, boš pa imamo zdaj nazaj grebolcem. Se ne spomnim, je delč od pubertete, nimam pojma. V glavnem, kako so jih dobili na zelo enostaven način. Uredili so si poseben poštni predal v New Hampshireu. In redno hodil dvigovati robo in to je to. Ful je bil vesel. Bil je blazno ponosen. V legu se je v svojo vrečo fižola in je bil ful vesel. Dale prevod mi pa ni bil lih najbolj. Ampak ajde. Kaj? Ta vreča? Beanbag ne vreče fižola. A misliš, da je bilo malo... Ne, se najbrž je videl, kaj je beanbag. Po mojem hotel biti malo pikar. Po mojem se mu zdel smešen. Se je dobra fora. Zdaj bom... A se gremo... Mi imamo v predprostoru namreč še zmer dve vreči fižola, pa se v bistvu zgleda res tako, kaj vreči fižola. Okay. Sam ful bolj elegantne. Ja, malo so bolj šajni. Z zlatim pa to. Odvisno, koga vprašaš. Če vprašaš naše arhitektke, so z razlogom ostale na tej lokaciji. Ker niso prav zelo lepe. Tako kot Fort Parter, ki gledate na isto stvar čist drugač. To tako je. Pa zanima še, kako to sploh plačujejo oni. Ja,
In je čisto enostavno, American Express. Ja. Mislim, American Express je full enih stvari mogel plačati. Vse ostalo je tu, Mastercard. Ja, očitno je bil Douglas zmeden z Amexom. Zgleda je bila, ne vem, neka bolj bizarna takrat kartica, oziroma, kakor smo takrat ugotavljali, ki je Artur prišel domov, ki ga je kup pošte čakal. Ja. Je bilo en kup telih za American Express. Točno, ja. Zgleda so bili takrat najbolj agresivni z nekimi reklamnimi kampanjami in se mi zdi, da so mu šli res na živce, ker so ti jo verjetno dali, tudi če res nisi rabo. Ja, sigurno. Očitno so rabili nove stranke. Nekdo pa ni hotel biti nova stranka. Ja. Ali pa se je vse zmenilo. Danes bi veljali to drugo. Ja. Tako da ne vemo, težko rečem. V glavnem, ja. Burgerji dobijo pa tako, da se postavijo v vrsto. Kako pa drugače? Kako pa prijeti? Edin če Volta pokličeš. Rupert dostavljajo, ampak ajde. To je za vprašati. Treba pa se vprašati. Za vprašati, za preveriti. Mislim, če slučajno pridemo kdaj. V glavnem, gledala je te posnetke in res ni bilo dobro. Vse je izgledalo, pač ni bilo v redu. Že malo je začela sumiti, da se je mogoče malo, da se je malo mešane. Ali pa da je sanjala. Ali pa da je... Nočni polet proti vzhodu, tablete za spanje. Vodka. Super kombinacija. Pomagala je tabletam, da so šle malo lažje dol. Ja, seveda. Ja. Pa še 17 let obsedenosti z enim moškim, ki je rekel, da je z drugega planeta. Pa ima dve glave tudi to. Pa imel dve glave, samo ena je bila v ptiči kletki. A smo rekli? Ja, te ptiči, skozi so te ptiči, res. Ja, tako da, a veš, ne. Očitno... Ja, in začela misliti, da je imela živčni zlom, da je pač počel. Ja, počel je, ja. Da je šlo, bila je zmatrana. Ja. Vse se je podviralo. Zelo je bila bolna, očitno. Ja. Ja, pa še škafeti se je nalivala na polno. Ja, valjda, pa še prej, imela je, visoko pač izobražena. Ja. Bila je astrofizičarka. Ja, vse. Ampak je začela ona dvomiti vse in da to je ta posnetek je ponaredek in da sama ga je kje bi ga dobila, ne? Ja. Mislim, kdaj ga je ponaredila, ker se pa ni pa spomnila, da bi ga ponarejala, ne? Ja, ne vem. Ampak še vedno še zmeraj imela privide, kljub temu, da je dvomila, ne. Pa je še kar malo gledala, kaj v zaslonu. Ja, mislim, da ima privide, da se pač... Ja. No, in v glavnem, kje smo? A ćemo tlele ustaviti, kjer ona kot v transu sledi po posnetku na zaslonu. Pritisnimo piko. Pa nadaljujemo. Pa ne tega ptiča. Ja, ne ptiča. Ja, nobena pika ni bila poškodovana pri snemanju tega podcasta. Bomo. Vse bo lepo. Bo lepo, v božične epizode bo prinesla neko srečanje, o katerem sicer še ne bomo govorili, zato ker je bil že pečen obešalnik, ne? Ne smemo. Ampak lahko pa napovemo, da vas vabimo, da boste z nami tudi na prihodnji teden. Hvala vsem skupaj za poslušanje, da ste z nami ostali do konca epizode, v kateri je Triljan podvomila v svoje duševno zdravje. Zelo močno dvomil v svoje duševno zdravje. Mislim, zdravje, znanje. No, tudi znanje. Vse se je podarilo, svet se je rahlo zasukal. Ja, to so v bistvu težki časi, če se ti to zgodi. Seveda. Tako da se sočustvujemo s Triljan in tudi sami, če imate te probleme, probite najdete koga, s katerim se lahko pogovorite. To so res stvari. Pogovor vedno pomaga. Tako. Mislim, najmanj pomaga to, da se z nobenem ne pogovorite, pa držite globoko v sebi, tako da dajte to narediti, če imate tle probleme. Lahko se tudi z nami pogovorite na Discordu, ampak lahko tudi v teh temah, čeprav nimamo pojma o tem, ampak mogoče pa ne, kakorkoli. Če sam pogovor, smo tukaj. Smo tukaj.
lahko pa tudi na družabnih obrežjih, čeprav tam raj ne, ker tam boste še globi padali, kjerkoli ste. Na kjerkoli nivoju ste, če ga boste šli globoko v družabno obrežje. Raj ne. Kam smo padali? Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Hvala lepa. Hvala, čau. Ti zdaj gremo pa lučke pogledati. Lučke. Lahko šli na enega kuhančka. Ja, lahko šli. Ja, kuhančka. Misliš, da imajo 0-0 kuhančka? Vse je 0-0. Sam koliko cukra je noter, je vprašanje.